Ja, alo. Jo, kje si? Ja, domov se peljem, kje? Veš kva, krug rabimo za jutro pa avto. Ej, Matej, ura je pol enih, kje ne jaz krug dobim? To je nemogoče. Ja, pa saj avto zrihti, no. Veš, treba je, lej, ni brž kaj. Ja, dober, sem hotel domov jet, v redu, avto lahko. Avto lahko, to ni toliko problem, to bom hiter. Dober, se vidimo jutro, no? Ja. Ajde. Ajde. Jo. Kakšno luč bom rabil. A poznate tisto občutek, ko stopite v avtomobilski salon ali pa v trgovino in v istem trenutku do vas stopi prodajalec oziroma prodajalka, vi bi pa radi v miru najprej par stvari pogledali. Oziroma ravno obratno, da hodite po salonu in imate v mislih 100 vprašanj, pa ni nikogar, ki bi prišel do vas. Tečno, a ne? Ampak vse je logično, prodajalci niso vedeževalci in res ne morejo vedeti, kakšne so vaše želje. Po svoje je tečno tudi to, da bi jaz ob pol enih zjutraj rad pogledal kakšen avto, pa je salon zaprt. Mislim, ne vem, a ne morejo ljudje delati sred noči. Hecam se, jasno. Seveda ne pričakujem, da bo zdaj nekdo čakal samo mene, ker sred noči ne morem spati in v bistvu je ta salon danes odprt samo za tole naše snemanje. Imajo pa vsem tukaj noter posebne pomočnike, ki so v bistvu na voljo ves čas, pa vedno so dobre volje. Grem se zdaj najprej skrit, da vidim, koliko časa bo ta prvi sploh potreboval, da me najde. Jezus! Živijo, Franci, kako si kaj? Živijo, odlično sem, hvala za vprašanje. Kako vam lahko pomagam danes? Viš, kaj mene zanima, katera je najbolj aerodinamična limuzina pri vas? Najbolj aerodinamična limuzina je Forthing S7 z izjemno nizkim koeficientom zračnega upora 0,191. To pripomore k večjemu dosegu in učinkovitosti. Vas zanima še kaj drugega? A ga lahko dobimo v vijolični barvi? Vijolična barva trenutno ni na voljo za Forthing S7. Lahko izbirate med belo, črno, modro, zeleno in sivo. Potem izberem zelenega, a ga lahko kar plačam pri tebi? Nakup je možen na naši spletni trgovini, varno in brez čakanja. Tam lahko izberete zeleno barvo in zaključite postopek. Ne, poslušaj, še nekaj me zanima, pojdi z mano, no. Prisluhnem vam. Kaj me zanima? Veš, kaj me zanima, kje si kupil te čevlje? No, pojdi, greva. A lahko v Fortingu V9 peljem 10 ljudi? Forting V9 je registriran za 7 oseb. Vožnja 10 ljudi ni dovoljena in ni varna. Kateri je pa najbolj udoben sedež v tem avtu? Najbolj udobna so sedeža v drugi vrsti, kjer potniki uživajo v obilici prostora in dodatnem udobju. A lahko vlečem tudi prikolico s tem avtom? Pri Fortingu V9 trenutno ni možna uporaba vlečne naprave. Roboti so neke nove naprave, nekaj novega, ki prihaja, ki pa je seveda zelo podobno človeku, zato tudi tako zanimanje. Na eni strani hardversko so zelo napredovali zaradi svojih aktuatorjev, mišic, na drugi strani pa se je pojavila umetna inteligenca, ki je glavni preskok tega, da smo prišli do robotov takšnih, ki so danes. Jaz sem pa mislil, da potem noben prodajalec ne bo več potreben, to bi bilo po svoje kar fino, ker ne bi bilo treba izplačevati božičnic. Spet se hecam, jasno. Je pa Franci v bistvu res fin, ker ima čisto vse odgovore na moja vprašanja, pa še užaljeni, če ga malo ignoriram. Ni pa edini, ima družbo tudi v mogoče manj inteligentnih robotih. Imajo pa hude zaslone. Francija, je Dongfeng Box dober mesten avto? Absolutno. Dongfeng Box je odlična izbira za mestno vožnjo, saj je okreten in 100% električen.
Z enim polnjenjem lahko prevozite do 310 km. Kakšen ima pa obračalni krog? Obračalni krog je le 10,2 metra, zato je idealen za mestno vožnjo in parkiranje. Potem bi imel pa kar modrega, tale je lep tle. Lahko vam pripravim informativni izračun ali se dogovorimo za testno vožnjo. Kaj bi prej? Dajva kar informativni izračun. Informativni izračun za model Dongfeng Box v modri barvi znaša 17.700 € s subvencijo Borzena. Želite, da vam pošljem ponudbo na e-mail? Ne, jaz bi kar plačal s kartico, lahko. Nakup je možen na naši spletni trgovini. Ok, bom tam. Hvala. Lep pozdrav! Adijo. Adijo! Roboti bodo samo pomočniki človeškemu prodajalcu, kjer bodo lahko podajali zvočne in pa grafične informacije in s tem pomagali kupcu, da še bolj popolno dobi informacijo o vozilu, ki bi ga radi kupil. Seveda na koncu pa bo vse skupaj še vedno zapakiral človeški prodajalec. Potem pa imamo humanoidne robote, ki pa so bolj kompleksni, ki lahko hodijo po stopnicah, odpirajo vrata, se z nami pogovarjajo in imajo že najsodobnejše čipe, ki omogočajo tudi zelo kvalitetne informacije, tako jezikovne kot tudi tehnične. Se pravi, Francija je zakon, ker ga poganja umetna inteligenca in je odličen sogovornik. Mogoče ga vzamem s sabo naslednjič, ko bo treba urejati kakšne papirje na upravni enoti, pa naj se on ukvarja s težavami pol. Vidim pa, da bom vseeno mogel počasi tudi jaz jeti, ker se tamle en robot že nekaj ogreva.